Mohamed Abdul Munem, sirski založnik, pesnik, pisatelj palestinskega rodu, že slabo desetletje živi v Sloveniji, kamor je iz Alepa prebežal prek Turčije in Grčije. Številnim Slovencem je tudi vse prej kot nepoznan. Njegovo življenjsko zgodbo je v izvrstnem romanu Trije spomini med Hajfo, Alepom in Ljubljano opisal Andraž Rožman. Poleg tega pa v slovenščini ob številnih pogovorih z njim lahko beremo Munemovo knjigo poezije 21 žensk iz Ljubljane, esej Dolga senca, od nedavnega pa še roman Kukavičji mladič. Tako kot Rožmanov roman je tudi Kukavičji mladič izšel pri založbi Goga. Iz arabščine ga je prevedla doktorica Zarja Vršič in je prva knjiga prevedena v slovenščino iz arabskega izvirnika, čeprav nima arabske knjižne izdaje. Doktorico Zarjo Vršič tudi gostimo v tokratni literarni matineji in z njo razmišljamo ne le o knjigi Kukavičji mladič, pač pa še o arabskem jeziku, njegovih dialektalnih različicah in zagatah, v katere lahko spravi prevajalce in prevajalke. Z doktorico Zarjo Vršič se bom pogovarjala Tina Kozin. Zarja Vršič, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Kot sem napovedala, se bova v nadaljevanju posvetili romanu Kukavičji mladič, še prej pa spregovoriva malo o arabščini. Ni veliko prevajalcev, ki iz arabščine prevajajo v slovenščino. Pravzaprav bi verjetno temu lažje rekli, sploh pri leposlovju, da gre za prenašanje, ker gre za tako različne kulturne tradicije, jezika sploh. Pa me zanima najprej, kaj je vas vodilo v učenje prav tega jezika? Jaz sem se s tem začela ukvarjati zelo po naključju. Pravzaprav me Bližnji vzhod in Severna Afrika oziroma pač arabski svet niti ni tako zanimal vse do leta 2018, mislim, da, ko sem šla čisto po naključju med pisanjem magisterija na neko prostovoljstvo v Maroko. In potem sem se začela nekako čisto spontano učiti. Tako da je potem skupaj s strastjo nekako do kulture oziroma bolj zanimanjem do kulture in ker sem bila že tam, potem raslo tudi moje zanimanje za jezik. Je pa arabščina eden najstarejših in tudi najbolj razširjenih jezikov na svetu. Ima več dialektov in moderno standardno različico, se pravi moderno standardno arabščino. O čem govorimo torej, ko govorimo o arabščini? Kako recimo razširjena je moderna standardna arabščina med neizobraženimi ljudmi in kako različni so si dialekti arabski? Ja, pravzaprav moderna standardna arabščina ali fusha je nekakšna lingua franca v arabskem svetu in je jezik visoke klasične poezije, jezik Korana, hkrati pa tudi jezik literature in medijev, torej časopisov, televizije in tako dalje. In v taki obliki je pač nihče ne govori, ne. To je nekako taka primerjava, kot če bi šel na londonske ulice in govoril neko šekspirijansko angleščino. Pravzaprav neizobraženi ljudje, ne gre toliko za to, da je ne bi poznali, ker so ji pač vsi izpostavljeni nekako skozi medije, ampak je pa vprašanje, do kolikšne mere jo lahko govorijo, ne. To pa govorijo pa bolj izobraženi ljudje ali pa vsaj tisti, ki so hodili v šole. Tako da moja osebna izkušnja s tem je bila, da kadar sem pač govorila bolj zborno, so se nekateri kar malo strašili oziroma jih je bilo sram, ne, ker so pač neizobraženi, ne. In oni tudi, ker imajo to moderno standardno arabščino za nek nedotakljiv ideal, no, tako da so tudi zelo pozitivno presenečeni in navdušeni, če se kdo tega nauči, ker mislijo, da je pač v primerjavi z dialekti zelo težka. In imajo sicer tudi prav, ampak meni se zdi, da so tudi dialekti sami po sebi zelo, zelo zanimivi, ne. Oni temu pač rečejo nek ulični jezik, ne, in kar nekako malo
degradirajo ta pogovorni jezik. Ja, tako da kdor se pač začenja učiti arabščine, se že na začetku znajde pred dilemo, katere različice se učiti. Tako da lahko izbere pač med Modern Standard Arabic oziroma Fusho ali pa pač različnimi dialekti. In pol, če se odloči za dialekt, je tudi vprašanje, kater dialekt ga zanima. Ne? Včasih se pač ljudje raje naučijo dialekta, če se pač preselijo v kako arabsko državo zaradi dela ali pa kaj takega. Ne? Dialekti se med sabo zelo razlikujejo. Eni so pač bliže moderni standardni arabščini, kot recimo levantinski dialekt, ki se govori v Siriji, Libanonu in Palestini. Potem eni so pa od moderne standardne arabščine bolj oddaljeni, recimo maroška arabščina oziroma dariža ali pa alžirska arabščina. Tako da, ja, pravzaprav, če se človek nauči moderne standardne arabščine, sicer ne bo obvladal dialektov, že na začetku je pa to pač neka dobra osnova. Ne? Tako kot da bi se nekdo učil starocerkveno slovanščino, potem bi mu bilo pa absolutno lažje kot enemu začetniku razumeti tudi druge slovanske jezike. Se pravi, ste vi začeli z moderno standardno arabščino? Ja, tako je. Tudi zato, ker me v bistvu jezik bolj kot z nekega pragmatičnega vidika zanima kot jezikoslovko, recimo temu tako, ne pa, ker tudi nisem imela pač namena iti v kako arabsko državo in se učiti točno tega dialekta, tako da se mi je zdela pač moderna standardna arabščina neka baza za vnaprejšnje raziskovanje jezika. Tako ali pa tako, ko sem se pa začela učiti arabščino, je bilo to res tako malo iz dolg časa, recimo temu, in nisem tudi sama verjela, da bom z njo vse do danes tudi nadaljevala. V leposlovju pa se dosledno uporablja standardna arabščina. Ja, sicer pri dialogih sem jaz dostikrat opazila, da so vsaj v nekih sodobnih delih dialogi napisani v dialektu, ker to zveni mnogo bolj naravno, ampak ja, v starejših delih je pa vse zelo v moderni standardni arabščini, ker je tudi jo imajo za nek jezik, v katerem se mora literatura pisati. No. Tako da ta vprašanja so mogoče povezana s to situacijo, ki jo imamo pri nas, kaj se naj uporablja na televiziji ali pa v gledališču, neka zborna izreka ali nek bolj naravni jezik, no, oziroma nekaj, kar ljudje res govorijo. Kukavičji mladič, če so za trenutek že pri romanu, pa je napisan v kakšni arabščini, standardni ali tudi dialektalni? Je kar v standardni. Mislim, da za razliko nekih turških besed, ki se tu in tam pojavljajo, da ni razen tudi kletvic in zmrljivk, ki pač niso del moderne standardne arabščine. Mislim, da je kar vse v moderni standardni arabščini. Probam se spomniti, če je kak tak primer, ampak mislim, da če je mogoče en ali pa dve besedi. Kako pa je potekalo vaše učenje arabščine potem? Kajti mislim, da pri nas še ni tečajev arabščine. Tečaji so, ja, ampak ni nobene, bi temu rekla, institucionalizirane poti ali pa lektorata na filozofski fakulteti. Kot sem že rekla, sem se jaz arabščine začela učiti res tako po naključju, tako da sem se potem eno leto nekako učila sama, malo tako iz zabave, s pomočjo enega res slabega priročnika, ki mi ga je dala prijateljica v Maroku, in ga zelo cvetujem, pa malo tudi po internetu in tako. Pol se mi je pa zdelo, da zakaj pa se ne bi mogoče poiskala kakšnega učitelja. Se mi je zdelo, da ga na tej točki mogoče rabim. Tečaji se mi je zdelo, da ne pridajo toliko v poštev, ker so pri nas vsi bolj na neki začetni stopni, če sploh so kandidati, ki bi se jih udeležili. Tako da sem pol po naključju od enega prijatelja iz Turčije dobila kontakt od enega profesorja iz Aleksandrije, ki se prav ukvarja s poučevanjem tujcev in je pač Egipčan in tam živi. In potem sem z njim torej online delala vsaj, mislim, da 5 let, no, in tudi še zdaj se imava pač ure skupaj in to učenje še vedno poteka. Tako da sem kar ponosna sama nase, da sem toliko časa vztrajala. No. Arabščina ima tudi posebno pisavo, abžad. Kako zelo drugačen je konceptualni in sploh miselni svet arabskega jezika? Zdaj ta sama pisava
kolikor zgleda eksotično, ima prav tako črke, a ne, ki sicer izgledajo malo drugače, ker pol, ko se povežejo, nekako spremenijo obliko, tako da se mora pol človek priučiti 3 različnih oblik črk, glede na to, kje črka stoji, ali na začetku, ali na koncu, ali je ločena od drugih. Tako nekako, kot se v šoli učimo tiskanih in pisanih črk, ki izgledajo čisto malo drugače. Ampak ne nazadnje se mi zdi, da ta pisava ne dela pri učenju toliko problemov, se hitro naučiš, pa tudi določeni zvoki sovpadajo s tem, kar poznamo pri nas. Pol so pa tudi pač črke, ki označujejo zvoke, ki jih pač mi nimamo, pa se jih naučiš, tako kot pri drugih jezikih. Meni se zdi, da se je težje naučiti samega branja, zato ker Arabci pravzaprav ne pišejo kratkih samoglasnikov. Tako da potem vidiš eno besedo in nekako gibaš, kako se jo prebere, če seveda ne poznaš. Tako da lahko tekoče bereš šele pol, ko imaš že res dobro znanje, pa potem tudi vidiš, da obstajajo določeni vzorci, kako se kaj prebere, pa da ima, ne vem, moška množina v tem in tem primeru takšno in takšno obliko, tako da to potem vse nekako pride v uho in ni tak problem, ampak ja, meni še zdaj glasno branje včasih povzroča težave, ker naletiš na besedo, ki je ne poznaš in se sprašuješ, kako se prebere in moraš iti gledati v slovar. Tako da diakritična znamenja se v arabščini sicer uporabljajo, ampak so samo v Koranu ali pa nekih otroških knjigah, ali pa v učbenikih za tujce in tako. Tako da jaz bi rekla, da je arabščina težka in drugačna bolj zato, ker ni indoevropski jezik in se nima človek na nič opreti pri učenju, na nobena beseda mu ni poznana. Tudi sintaktično se precej razlikuje od tega, kar poznamo, ampak po drugi strani si pa z ostalimi jeziki deli tudi številne presenetljive podobnosti. Recimo uporablja dvojino, tako kot slovenščina. Uporablja spole moškega, ženskega, uporablja sklanjanje, spreganje glagolov, določni člen, ki ga mi sicer nimamo, ampak nam je pač poznan. Meni je pa v bistvu najbolj bilo presenetljivo, kako je jezik logično strukturiran, da pač temelji na korenih, in ima neke zelo stroga pravila, kako se stvari zlagajo oziroma kakšna obrazila ali pa predpone imajo. Poleg tega pa gre tudi za neko veliko bogastvo besedišča. Recimo v arabščini je en kup enih besed za stvari, ki jih pri nas pač lahko samo opišemo. Recimo ena mojih ljubših je glagol tasamara, ki pomeni torej pogovarjati in družiti se s prijatelji ob pijači zvečer, torej ko pade mrak, ali pa haba, ki je beseda za neke drobne delce prahu, ki jih vidiš, ko posije okno skozi sonce, recimo na podstrešju ali pa kaj. Sonce skozi okno. Ja, tako. Tako da, mislim, sicer to zdaj spet govorimo o moderni standardni arabščini, ki je bogatejša z besediščem kot pa dialekti, tako da zdaj vprašanje, ali povprečen človek verjetno tega ne uporablja v vsakdanjem govoru. To je pač neka bogato besedišče, seveda pač se uporablja v knjigah. No. Samo dejstvo, da pišejo in berejo z desne proti levi, pa vam ni delalo težav? Ne, v bistvu sploh ne. Mali problem nastane pol, ko pride do številk, ki so pač prevzete od Indijcev in se berejo od leve proti desni. Tako da moraš potem, vsakeč, ko je datum, moraš zamenjati smer, pa ko pišeš, moraš malo predvideti, koliko prostora ti bo vzela ena letnica, da jo zapišeš pol iz leve proti desni, ampak res so druge bolj komplicirane stvari, ki delajo težave. Če se počasi zdaj obrneva k romanu, povedala sem, da gre pravzaprav za prvi prevod nekega arabskega knjižnega dela, ki pa ni izšlo v knjižni obliki v arabščini. Razlogi so verjetno jasni, morda bo vseeno povedali besedo dve še o tem. Pa me zanima ob tem še, ali sta z avtorjem pri nastajanju tega prevoda sodelovala, kajti če se ne motim, je to tudi vaš prvi romaneskni prevod iz arabščine.
Ja, pa ne samo iz arabščine, ampak tudi prvi romaneskni prevod nasploh. Prej sem prevajala pravzaprav samo poezijo in še to iz francoščine. Nekako pač je do tega prišlo. Sem si vedno tudi želela kaj daljšega prevajati, ampak sem bila toliko navajena poezije, da mi pol tudi ta prozna oblika sem se mal mi je bilo nenavadno, no, vse skupaj. Ampak ja, tako kot ste rekli, sem pri prevodu z avtorjem sodelovala, ker je ta ponudba prišla v bistvu na neki točki mojega ukvarjanja z arabščino, ko nisem se še videla kot prevajalko. No. Zdelo se mi je še prezgodaj, sem potem nekako tudi mal na tiho razmišljala, da pa bi en dan poskušala prevajati, tudi glede na to, da ni veliko književnih prevajalcev iz arabščine. Ja, in potem sem se tega projekta lotila na Mohamedovo željo, pa tudi je rekel, da mi bo pomagal in je absolutno lažje delati z avtorjem, ki je tvoj znanec in celo prijatelj in tudi založbi se je to zdelo čisto ok, tako da sva potem to nekako skupaj zaključila ta projekt. Jaz sem ga kar veliko kontaktirala vmes, če sem naletela na kakšne zagate, sem tudi samo pošiljala fotke, teksta in tako so se dobivala, tako da mi je zelo olajšal to delo. V napovedi sem podala že kratko predstavitev Mohameda Abdola Munema, ampak vendarle, glede na to, da je Kukavičji mladič biografski roman, vsaj tako oznako nosi, no, bi ga malo podrobneje še predstavili in njegovo življenjsko zgodbo. Ja, Mohamed je pravzaprav dvojni begunec ali pa begunec že od rojstva, ker se je rodil v palestinskem begunskem taborišču, kajti njegovi predniki so prišli iz Hajfe v Palestini, tako da tudi njegov potni list bo vedno svetlo-modre barve, vedno bo begunec. Rodil se je leta 1965 in je potem živel in odraščal v sirskem Alepu. Mislim, da izvorno po izobrazbi ni torej humanist, ampak ne spomnim se točno, kaj je študiral, mislim, da neke trgovske odnose ali nekaj takega, ampak potem je torej odprl svojo založbo in bil založnik, dokler mu ni torej režim podaril založbe in je bil tudi takrat leta 2016 prisiljen oditi. Šel je sam, torej po balkanski poti je potem dospel v Slovenijo, imel je namen priti vse do Nemčije, za Slovenijo sploh ni vedel, da obstaja, ampak so ga potem tako kot govori v knjigi, na Šentilju, na avstrijski meji, potem poslali nazaj v Sloveniji, so mu pa takrat že odobrili azil. In je potem ostal tu, čez nekaj časa se mu je pridružila še družina, torej žena s 4 otroki. In od takrat živi tukaj in ima Slovenijo tudi zelo, zelo rad. Ukvarja se pa predvsem s kulturo, torej izdal je pesniško zbirko, veliko gostuje po festivalih, zdaj zadnjih par let mislim, da tudi sodeluje z neko gledališko skupino in potem veliko gostujejo po Sloveniji in po Italiji. Če se ne motim, je bil v Alepu že tudi mesec dni ali koliko v zaporu, ker je kot založnik izdajal tudi prepovedane knjige. Ja, tako je. In mislim, da prav ne v romanu, ampak v intervjuju nekem je dejal, da je izdal celo Bartola, mislim, da Alamuta, ampak iz angleškega prevoda, ker seveda ni vedel, da obstaja slovenski izvirnik. Tega pa nisem vedela. Zanimiva podrobnost. Ja, pa če smem pripomniti, tudi v knjigi piše, ne, da je izdajal dela kurdskih avtorjev, ne, kar absolutno režimu ni bilo pogodo. Kukavičji mladič je izšel, oziroma izid Kukavičjega mladiča je domala sovpadel s padcem Asadovega režima, zaradi katerega je Munem postal tudi drugič begunec. Bi rekli zdaj kaj o tem in še o naslovu, ki tudi nekako paše sem?
Ja, res je. Meni se zdi ta datum izdaje, ki je bil sicer predviden že za september, ampak se pol seveda vse skupaj malo zavleklo, da je ta datum izida knjige zelo pomenljiv, še posebej, ker v knjigi Kukavičji mladič s tem imenom Mohamed poimenuje Bašarja al-Asada. Se ne bom povedala preveč, no? Ampak ja, je naslov tudi torej referenca na Asada. Zdaj v zadnjem času je imel Mohamed tudi že nekaj intervjujev, kjer je govoril o torej Siriji po koncu režima, hkrati o upanju za sirske državljane in tudi za vse begunce, ampak ja, je pa situacija še vedno zelo nestabilna in jaz si ne morem pomagati, ampak se mi zdi, da vidim Sirijo zdaj kot neko truplo, ki si ga zdaj, potem ko ga je plenilec pustil izmaličenega, si ga pa se zanj trgajo neki mrhovinarji. Se o tem bova tudi še kaj rekli, o teh velikih političnih akterjih, kajti to je tudi tema, ki jo roman neposredno razpira. Pripoved samega Kukavičjega mladiča pa se začne pravzaprav v Mengšu. Predvidevam, da je bilo to v času nastajanja Rožmanove knjige. In takrat naj bi začela v Munemu tudi zoreti pripoved Kukavičjega mladiča. On je sicer že pisal tudi prej v Siriji. No in potem na prvih straneh nastajajoče knjige lahko preberemo tele besede, citiram: videti, kako se tvoje majhne in velike sledi, podrobnosti iz tvojega življenja, tvoja ljubljena in tvoji otroci, ključi tvoje hiše, tvoja brisača, tvoj jezik, vse v tebi se v enem samem trenutku spremeni v spomin. To je tujstvo, to je roman. Konec citata. Zdaj prav spomin in tujstvo sta dve veliki temi oziroma tudi besedi tega romana, ob njima pa še seveda marsikatera, neznano, strah, pozaba, begunstvo, upanje, kar osupljivo, kako nepresahljivo je to upanje. Katere teme bi še izpostavili vi ali kaj bi ob tem dodali? Ja, jaz mislim, da so to res ene ključne besede ali pa ponavljajoči se motivi v romanu. Jaz bi k temu samo še mogoče dodala dom, ki je v neposredni povezavi s tujstvom in neznanjem, pa še posebej, ker vemo, da je Mohamed dvojni begunec, ne nazadnje pa tudi ponovno rojstvo, s čimer se tako metaforično kot torej konkretno tudi konča roman. Mislim, da pravi, da moraš umreti, če se želiš ponovno roditi. Zaključi pa se v Postojnski jami. Ja, tako je. V bistvu se zaključi, zdaj ne vem, koliko je ta podoba jasna, ampak ko pravi, da se človeške ribice iz Postojnske jame se na koncu spremenijo v njegove prijatelje iz Alepa, tako da on je s tem nekako želel, nekako je napovedal Bašarjev padec, da se bo s tem pričela neka nova revolucija, tako da pravzaprav zadnjih par stavkov v knjigi se dogaja v Alepu med revolucijo. Zarja Vršič, razmišljala sem o tem, da bi prebrali kakšen odlomek iz knjige, tudi zato, da poslušalci dobijo malo bolj nazoren vtis o pisavi in vašem prevodu. Torej, odlomek je iz začetka romana, ko je protagonist, torej, ko zapušča Alepo. Osameli veter je tulil in me spremljal med hojo po tem, kar je še ostalo od cest soseske. Seboj je nosil prah, v katerem sta se mešala vonj po posušeni krvi in sprhneli rji, z ostankov zgorelih ali od raket uničenih avtomobilov, ki so zapuščeni samevali ob cesti. Bodice zimskega mraza na ulicah so prizor delale še grozljivejši. Hodil sem sam, brez vodnika. Vodili sta me samo intuicija in vera v to, kar prihaja, upanje. Nikogar ni bilo, ali pa se mi je vsaj tako zdelo. Stekla mojih očal so postajala vse bolj in bolj zatemnjena in motna od jutranje vlage in prahu, a jih nisem hotel obrisati, saj sem čutil, da je v tem primeru koristneje videti manj. Moje noge so sledile stari znani intuiciji, ki sem jo zdaj znova bolje čutil.
Tukaj je nekaj, kar me vodi na pravo pot. Moral sem biti pozoren samo na znake min okrog sebe, na majhne kamne, naložene eden vrh drugega v obliko stožca. Gre za novo metodo varovanja določenega območja, ne da bi se bilo članom oborožene skupine treba izpostavljati neposredni nevarnosti. Nadzorujejo me oddaleč in vidijo me, a po 10 minutah hoje nisem naletel še na nikogar, le na psa, ki je ležal na soncu. Razveselil sem se ga, odprl je eno oko in me pogledal, nato pa ga spet brezbrižno zatisnil. Kmalu potem sem na robu ceste zagledal nekakšno začasno zavetje, narejeno v porušeni stavbi, ob vznožju katere je bilo raztreseno kamenje. Odpravil sem se tja. V notranjosti za kosom plahte na mesto vrat je sedel moški kakih 50 let, oblečen v ponošeno vojaško uniformo in poskušal zakuriti ogenj v pločevinastem vedru. Pozdravil sem ga. Ne da bi se obrnil, me odzdravil, še naprej zlagal majhne kose lesa v vedro in si med kašljanjem z robom oblačila brisal solze z obraza. Oči so se mu orosile zaradi dima ali pa so bile solze neke stare, skrite bolečine. Povzdignil sem glas in ga vprašal, ali me lahko spremi do glavne ceste. Kam želiš priti, me je vprašal med odsekanim pokašljevanjem, ne da bi se obrnil. V Turčijo sem kakor on zakašljal in izpred obraza odganjal dim, ki se je širil od gorilnika. Rad bi, da mi pokažeš, kako priti do prometne ceste. Od tam bi rad z avtom prišel do turške meje. Od tukaj je daleč, je odvrnil. Ampak izvoli, sedi. Kmalu bo tudi mimo pripeljal naš tovornjak z gorivom. Prosil bom voznika, naj te vzame sabo. Odgovoril mi je, kakor da bi spraševal nekaj čisto običajnega. Razen mene ni bilo tu nikogar, a morda je v zadnjem času tudi mimo hodil še kdo. Ne vem. Odmaknil sem plahto, vstopil v šotor in sedel na nekakšen kos razbite opeke. Moški mi je pomolil kozarec vročega čaja, prestavil svojo puško na drugo ramo in s svojim kozarcem v roki sedel nasproti mene. Čaj je srkal glasno, kakor da bi hotel s tem nekaj sporočiti, ali pa je bil ta zvok njegov stalni spremljevalec, ki ga je poslušal bolj kot kogarkoli drugega. 3. ali 4. požirek je bil pomešan z zvokom bližajočega se motorja. Še vroč preostanek čaja je izpil v enem samem požirku in pohitel ven. Posnemal sem ga, da bi ga dohitel, a se je obrnil in dejal: ne hiti, vzeli te bodo s seboj. Govoril bom z njimi, ne skrbi. Z mano je govoril kot dober brat, ki želi delati dobro, ali pa mi je vsaj hotel pokazati, česa vsega je zmožen in kaj vse lahko pri drugih doseže. Bil je do kraja dober in obupan, kakor da bi ga smrt znova in znova užela, prav tako pa življenje, da sta bila na koncu zanj oba eno in isto. Zarja Vršič, hvala. Roman Kukavičji mladič zelo prostodušno razgalja istost v bistvu interesov vseh akterjev v tej vojni, tudi nasprotnih. Govorimo o teh glavnih akterjih seveda in njihovih podaljških, se pravi, vsi stremijo po kapitalu, po moči, po oblasti in to za vsako ceno, ne. Zdaj, po drugi strani pa daje ta roman prav posebno vsebino tudi pojmu begunec, potegnega iz abstraktnosti in pokaže, da so pač zato zelo posplošeno besedo pravzaprav konkretni posamezniki s konkretnimi usodami, konkretnimi prijatelji, ljubeznimi, žalostmi in tako naprej. Kako ste roman z tega vidika doživljali vi? Ja, to se meni zdi zelo pomembno in še posebej take zgodbe posameznikov, ki imajo v primerjavi z nekimi neosebnimi statistikami ali pa z nečim zelo abstraktnim, kot ste rekli, večjo moč, da se dotaknejo ljudi in jim sočloveka predstavijo kot njim enakega, kot nekoga, ki prav tako ljubi, ki ga je strah, ki ima dom, ima prijatelje. In mislim, da je v ozadju vsega tega tudi nek človeški prvinski nagon, da je radoveden do zgodb, da rad prisluhne dobri zgodbi ali pa sočloveku, ki mu ima nekaj zapovedati, da se ustavi in posluša. Hkrati pa tudi že iz zgodovine vemo, da kadarkoli je želela neka skupina posameznikov na položaju moči degradirati neko drugo skupino, da so jim probali najprej z besedami ali pa kako drugače odvzeti to človečnost, da so jih bodisi enačili živalmi ali pa
jim odvzeli prav te lastnosti, o katerih smo govorili, da bi pač vzbujali manj sočutja. Tako da name osebno je ta zgodba, čeprav Mohameda osebno že odprej poznam, je napravila močan vtis in me tudi nekako se me je čustveno dotaknila in res sem z njo živela vsaj 2 leti. Še 2 odlomka bom prebrala, kratka, citiram. Spet sem se streznil, ampak očitno tolikšno število ljudi mejo prečka vsak dan. To je del načrta. Čeprav ne smeš nikoli verjeti, da si le figura na šahovnici, če tudi si del igre, sicer izgubiš velik del sebe. Igri moraš slediti in obenem biti del trika. Verjeti v to, kar počneš in še naprej igrati svojo vlogo begunca na meji brez kakršnega koli oklevanja ali dvoma. Konec citata. Pa še drugi odlomek, citiram. Ampak tukaj so tudi druge odprtine, skozi katere gredo drugi ljudje in te izročimo žandarjem. Skupaj z njimi pa se predamo tudi sami. Obmejni stražarji potem v svojih poročilih zabeležijo, da so na meji ujeli nezakonite prestopnike. Tako lahko turška vlada v medijih, pred parlamentom in pred vsemi državami sveta reče, da ima nadzor nad svojimi mejami in da preprečuje nezakonite prehode, medtem pa begunska pot čez mejo ostaja nespremenjena in ljudje jo še vedno prečkajo vsako noč. Ampak ti, Ustad, bo šel skozi tisto odprtino z mano osebno, je pokazal nanjo. A prosim te, naj to ostane med nama, je dodal. Še 3. sem se zasmejal. Razumel sem njihovo igro. Konec citata. O čem tu govori, ne? Munem govori seveda o tem, da ima sodobni begunec oziroma pojem sodobnega begunca še eno dimenzijo in sicer to, da je to sicer le ena, ampak vendarle ključna figura v tej igri, ki jo igrajo veliki globalni gospodarji. Ja, to je kar mal žalostno. Ja. In da brez njih v bistvu ta igra tudi ne bi bila čisto to, kar je. Ne? Ja, mislim, da se to skozi roman dobro vidi, da tudi ne nazadnje tem interesom dobro služijo prav pač ljudje, ki se res želijo samo živeti. V miru. Ja. Zarja Vršič, kot sva dejali, je roman biografski. Kot smo poslušalci lahko slišali, pa gre tudi za izrazito leposlovno in ne za dokumentarno delo. Kako bi sami opisali pripovedni slog tega dela? Meni se zdi, da se vidi še posebej v arabščini, za ne vem koliko v slovenskem prevodu, no, da je Mohamed pravzaprav bil najprej pesnik, šele potem prozaist. Kajti njegov slog je poetičen, gost, jaz sem ga sicer mogla veliko členiti, da je primeren za slovenskega bralca, ampak včasih so stavki dolgi tudi po polovico strani, kar je sicer tudi značilnost arabščine, da se ne ozira preveč na podredja in jih niti ne loči z vejico. Tako da arabščina že teži k tej gostobesednosti nekako sama po sebi. Avtor je mestoma tudi malo sarkastičen, celo teatraličen, če lahko tako rečem, in to še posebej v dialogih, ki se niti ne trudijo biti naravni ali pa vsakdanji, ampak so tako kot neki dialogi iz gledališča včasih, da so dolgi, neprekinjeni in da so bolj v funkciji razlaganja kot pa pogovora. Malo ste že omenili tudi prevodni postopek, se pravi členjenja imam v mislih zdaj, ne? S kakšnimi izzivi ste se soočali kot prevajalka, pa morda še kaj o jeziku, o katerem ste sicer že kar nekaj povedali? Ja, meni je bil tudi avtorjev slog kar v izziv včasih in sem res poskušala hoditi po tej tanki črti med tem, da bi bilo to vse nekako primerno za slovenskega bralca, da ne bi zdaj delala nekih dolgih solatastih podredij, kar absolutno
ni običajno v slovenščini, ampak hkrati, da bi pa ohranila malo nekega tega potujitvenega učinka, ne, da bi bralec vedel, da bere Mohamedov tekst, ki je zelo poetičen in gostobeseden in ki je bil v osnovi napisan v arabščini. Ne. Tako da sem se trudila, seveda v dogovoru z urednico in z avtorjem, tudi obdržati nekatere neprevedljive besede, kot prej smo slišali eno tako ustat, ki je pravzaprav pomeni profesorja, ampak hkrati se uporablja tudi za nagovarjanje starejših izobraženih moških, in je kot taka neprevedljiva, tako da jaz sem obdržala veliko takih besed, tudi nekih kulturno specifičnih, ki jih pač pri nas ne poznamo in sem jih potem razlagala v opombah in se mi je zdel to pač nek legitimen postopek. No. Tako sem se odločila v dogovoru z avtorjem in urednico. Sicer Mohamedov jezik je preprostejši od kakih drugih arabskih pisateljev, ampak jaz sem imela pri prevajanju kar nekaj problemov z besediščem, ker se pojavlja ogromno enih besed, ki jih uporablja vojska ali pa imena za orožje, kar sicer ni samo po sebi toliko problematično, ampak včasih se ti izrazi v slovenščini ne pokrivajo čist. Zdaj na pamet se spomnim, da je bil tam nek brigadir Žafar in vojaški rangi niso čisto identični tem, ki jih imamo pri nas, poleg tega pa je velik problem tudi, ker nimamo čisto nobenega arabsko-slovenskega slovarja, tako da pol, če želiš kako besedo prevesti, je treba iti prek angleščine in recimo vojaški rangi so v angleščini tudi čisto nekaj drugega, tako da sem se kar včasih zapletala glede tega. Arabščina ima tudi eno besedo, ki lahko pomeni hkrati raketo, pa tudi včasih nek navaden izstrelek ali pa bombo, tako da pol sem se mogla sama dostikrat odločiti, kaj natančno je avtor mislil. Ne. Tako da teh strokovnih besed je bilo kar nekaj. Tako da mi je bil Mohamed pri tem veliko v pomoč, ampak ne nazadnje je bil problem bolj v tem, kako nekaj dati v slovenščino, ne zdaj problem samega razumevanja. Potem so pa tu še neke čisto jezikovne stvari, kot naprimer kako zapisovati imena. Kot sem prej rekla, ima arabščina veliko enih zvokov, ki jih s slovenskimi črkami ne moremo zapisati. Imamo pa mislim, da od lani neka nove pravopisne smernice, da je treba zvoke v jezikih, ki nimajo iste pisave, recimo kot mi, recimo v kitajščini ali pa arabščini, zapisovati z našimi slovenskimi glasovi. In potem so pač imena včasih samo približki, tako kot tudi avtorjev priimek, ki je zapisan na različnih, torej ali na knjigah ali pa v različnih medijih, v različnih različicah. Potem je tu še vprašanje vikanja in tikanja, ker ga torej Arabci tega ne poznajo. Pa tudi neke čist kulturno in kulturne ali pa politične reference, ki sem, kot sem že rekla, sem jih razložila v opombah. Ste potem recimo težave, kot je tikanje ali vikanje, predebatirali z avtorjem in jih rešili tako? Ja, bolj z urednico, pa nekako sem potem na podlagi konteksta se sama odločala, kdaj bi bilo bolj žvikati, kdaj tikati. Včasih je tudi s tem se lahko izraža, kolikšno stopnjo spoštovanja ima en govorec do drugega, ali pa kolikšna je njegova stopnja izobraženosti. Tako da se spomnim zdaj na pamet enega primera, ko smo debatirali z urednico, kjer sicer neka preprosta ženska protagonistu pravi vstati, oziroma ne vem, ali pa mogoče stric ali nekaj takega, ampak ga hkrati tika, Tako da pač mu proba izkazati spoštovanje, ampak hkrati pa tudi je njen jezik preprost in se potem ga jemlje kot nekega prijatelja, pa vidi tudi, da nosi očala in da je mogoče pomemben. Tako da se to, ne nazadnje, to ni bil tako velik problem, ker se pač odločiš za eno ali pa drugo bolje, ko včasih ne veš, kaj bi naredil. Kot recimo? Recimo pri besedah, ki lahko pomenijo več stvari hkrati, pa se pol moraš odločiti,
za vsak posamezen kontekst posebej. Mohamed pa tudi ne pozna tako dobro slovenščine, da bi mi takrat lahko priskočil na pomoč. Tako da to so bile pol res stvari, ki sem jih predebatirala z urednico in so pač prišli do nekih zaključkov, ki se mi zdijo sprejemljivi, ampak verjetno pa niso idealni. Zarja Vršič, branje knjige je pravi užitek. Me veseli. Hvala lepa vam za ta zelo zanimiv pogovor. In seveda čestitam za prevod. Vam želim še veliko uspehov v vašem delu, tako pri prevajanju arabskih, kot pri prevajanju francoskih besedil. Najlepša hvala še enkrat za povabilo. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji. Z vami smo bili doktorica Zarja Vršič, Vlado Jovanovič, ki je skrbel za tonski del oddaje in za njeno tehnično izvedbo, ter Tina Kozin, ki sem se pogovarjala z Zarjo Vršič.